Gospa Jeklin, kakšno je vaše mnenje o novinarjih, ženskah in upokojencih slovenski politiki? Vse najboljše. Očitno imate v mislih mene kot trojedinega Boga, ker sem ženska, upokojenka in novinarka. Niti ne. Ampak zdaj, če gremo za novinarje. Malo bolj konkretno, prosim. Novinarji v čem? V slovenski politiki. Jaz sem upokojena že dolgo vrsto let. Zdaj to ni izgovor ali pa opravičevanje. Dokler sem bila v novinarstvu, sem imela občutek, da ni higienično, da se novinar podaja v politiko. In tudi nisem imela nikoli takih nevarnih misli. Zdaj je pa moja kariera in moja služba že dalj za mano. Imam občutek, da si to pač lahko privoščim, ne da mi svojemu bivšemu poklicu delala kakšno posebno škodo. Kaj pa ženske v slovenski politiki? Jaz mislim, da se s to famo okoli ženskih primanjkuje, nekoliko pretirava. Predvsem je vse več žensk v slovenski politiki in tam, kjer je klima ugodna in kjer humus obeta, se ženske rastlinice kar lepo primejo in uspevajo. Tam, kjer pa ni humusa in je sama kraška puščava, sestavljena iz prepotentnih in ne posebej inteligentnih moških politikov, teh je žal v Sloveniji nenavadno veliko, tam pa pametne ženske pravijo hvala lepa, pridemo poznej, ko se bojo tla izboljšala. In upokojenci v slovenski politiki? Upokojencev bi morali pa absolutno več. Predvsem zato, ker v bistvu nismo več upokojenci. Upokojenci smo statusno. Dejansko nas bo kmalu že pol Slovenije in to Slovenijo je treba ne samo molst za pokojnine, ki smo jih seveda zaslužili, ampak v to Slovenijo mora ta starejša polovica občanov tudi kaj vložiti političnega. Mislim, da bo vedno več upokojencev moralo biti v politiki. Prosim.